Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Folklora in narodna noša, to bo tema današnje svetovalnice. V studio smo povabili verjetno enega največjih strokovnjakov na tem področju, doktorja Bojana Knifica, etnologa iz Tržiškega muzeja, ki je začel plesati v folklorni skupini že pri 8 letih in ji ostaja zvest, ne seveda isti folklorni skupini, ampak folklori nasploh tudi danes. To še zdaleč ni vse, kar počne. Oblačilna dediščina je tudi pomembno področje njegovega dela in o tem se bomo pogovarjali danes. Doktor Bojan Knific, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Seveda pa ste vabljeni tudi vi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na telefonski številki 01 512 10 00. Boste dobili kakšen odgovor na svoje vprašanje, povezano z narodnimi nošami, če ste morda interesent oziroma, kako bi lepše rekli, če bi radi tudi sami kupili kakšen kos tega oblačila, pa ne veste, kam se obrniti, kar vprašajte pogumno. Doktor Knific, kako se je začela razvijati vaša pot s tistimi prvimi plesnimi koraki in ste vzljubili potem folkloro, ali kako se je vse skupaj začelo? Ja, mogoče res pri tistih 8 letih v Tržiču sem plesal pri otroški folklorni skupini in se je potem stvar nadaljevala. Je pa res, da smo kmalu prišli tudi do oblačilne dediščine, namreč začel sem učiti otroško folklorno skupino, začel sem hoditi na seminarje, ki jih je takrat pripravljal ZKO, Zveza kulturnih organizacij Slovenije. Marija Makarovič je predavala na teh seminarjih in tam so nas učili, kako se pleše, kako se igra in seveda tudi, kako se je treba v folklornih skupinah oblačiti. Marija Makarovič je imela res zanimiva predavanja na to temo in jaz sem ugotovil, da v skupini, kjer sem, obleke niso, oziroma kostume, noše smo takrat rekli, niso take, kot bi si želeli, kot bi po nekih strokovnih merilih bile. In takrat sem se odločil, da kakšno stvar zašijem, na ta način se je začela ta pot bolj intenzivnega ukvarjanja z oblačilno dediščino. Res čisto praktično, s poslušanjem, z branjem, pregledovanjem literature, kakršna je takrat bila, pa tudi s praktičnim izdelovanjem. Pa je literature dovolj? Tudi sami ste jo nekaj ustvarili? Ja, literature je pa res veliko. Jaz bi rekel, da Slovenci imamo izjemno dobro raziskano oblačilno kulturo. Ponavadi se tako naziva to področje oziroma oblačilno dediščino. Torej, raziskave, kako so se Slovenci v preteklosti oblačili, so res kako ne rečem, množično narejene za posamezne kraje, za posamezna območja, za posamezna zgodovinska obdobja. In ko spremljam recimo raziskovanje ali pa tudi knjige, članke drugih raziskovalcev, recimo Avstrijcev, Nemcev, Hrvatov, jaz bi rekel, da naše raziskave so temeljitejše in da oblačilno dediščino in oblačilno kulturo veliko bolj celostno razumemo in jo tudi predstavljamo. Zasluge za to ima nedvomno Angelo Zbaš, ki je uvedel en nov sistem že v 90-ih letih raziskovanja, dojemanja oblačilne dediščine, pa seveda Marija Makarovič, ki je pa ogromno delala na terenu, zbirala gradivo in potem objavljala svoje izsledke v številnih knjigah, ki so ljudem na voljo. Je pa res ta pestrost slovenske krajine, se mi zdi, da se odraža tudi pri oblačilni dediščini, tudi pri narodnih nošah, kajti res barvitost oziroma različni pristopi, kaj sami ugotavljate, ko takole gledate okoli. Verjetno so folklorne skupine še tiste, ki dokaj dosledno to nošo uporabljajo, drugače pa že precej manj, kaj ne? Ja, folklorne skupine so res tiste, ki, jaz bi rekel, zelo dosledno skrbijo za nek odnos do oblačilne dediščine. Torej, oblečejo se folklorniki praviloma od glave do pete, kostume imajo izdelane na podlagi nekih raziskav, nekih virov. Seveda je možno zmeraj stvari boljše narediti, bolj natančno narediti, bolj dosledno, bolj skladno z nekimi muzejskimi eksponati ali pa z drugimi pričevanji, ampak
vendarle slovenske folklorne skupine so odlično kostumirane v povprečju, predstavljajo pa vso to pestrost, ki jo na Slovenskem lahko najdemo. Torej, moramo se zavedati na en stran, da ko govorimo o oblačilni dediščini, da ljudje so se na Slovenskem zelo drugače oblačili v 17. stoletju, v 18. stoletju, v 19. pa recimo potem v 20. To mislim, da danes si lahko zelo predstavljamo, kako smo se mi oblačili pred 50, 60, 70 leti. In stvari so se spreminjale tudi v preteklosti. Na to velikokrat pozabljamo, to opažam, ko se pogovarjam z ljudmi. Bolj pa opazimo te krajevne posebnosti, krajevne razlike, ki so pa večinoma, kako ne zdaj rečem, kaj narodna beseda, ampak večinoma so umetno ustvarjene. Torej zaradi tega, zaradi identifikacije, zaradi tega, ker človek išče posebnosti v svojem lokalnem okolju, zato poskuša izpostaviti neko stvar. In ko se stvar izpostavi, ko ena stvar prekrije druge, potem ta posebnost nastane. In bolj zaradi tega nastajajo ti različni tipi narodnih noš ali pripadnostnih kostumov, kakorkoli temu rečemo. Torej, razlike med Gorenci in Dolenci, ki v preteklosti praktično niso obstajale. Ne? Danes zelo radi govorimo o tem, gorenska noša je pa taka in taka, dolenska noša je pa taka in taka. Ampak če bi vzeli prvo polovico 19. stoletja, torej čas, ko je živel France Prešeren, bomo ugotovili, da so se Gorenci oblačili zelo podobno kot Dolenci. Se pravi, se je to s časoma potem razvijalo, dodajalo in kdaj recimo je nastala ta identiteta, ki jo poznamo danes, ko rečemo gorenska noša? Ja, z narodnim prebujanjem po sredini 19. stoletja, torej nekako po letu 1848 se v meščanski družbi, se pravi med meščani, razvije ideja, da je mogoče z obleko, boljše reči, s preobleko pokazati, da si Slovenc. In zato so meščanke, pa meščani deloma, ampak predvsem meščanke, poskušale to starejšo oblačenje kmečkega prebivalstva prenesti v svoje okolje. Vi si zdaj predstavljate meščana, ki je vajen lahkih tkanin, recimo tudi svile, bombaža, ki se zdaj poskuša obleči po starem, tako kot so se kmetje oblačili. Seveda so to stvar preuredili, prenaredili, spremenili, vsaj deloma, ampak je pa dejstvo, takrat se je začela tako imenovana narodna noša razvijati in se razvija še danes. Se pravi, v povezavi na nek način z oblačenjem kmečkega prebivalstva, ampak razvija se med meščani, potem pa preide spet nazaj na vse sloje družbe. Se vemo, danes se lahko tako imenovano narodno nošo obleče vsak, kdor to želi, ima to idejo, želi svojo to preobleko pokazati, da je Gorenc, Slovenc, ne vem, Ljubljančan, Kranjčan ali kdorkoli drug, ne. To je ključna stvar pri teh preoblekah, izkazovanje te istovetnosti, praviloma vezane na prostor, se pravi na kraj, ali od koder izhaja, ali pa kjer mu se želi približati. Tudi v Kanadi, v Ameriki, v Avstraliji se Slovenci identificirajo s slovensko oblačilno dediščino. In ravno to, ko se navzven identificirajo, je podobno kot tisti, ki se doma, recimo je ta noša na videz slovenska, ima neko definicijo, kaj mora vsebovati, ali je vezana na določeno pokrajino, bolj kot ne? Ja, na nek način se je oblikovala neka predstava o slovenski narodni noši oziroma o slovenskem nacionalnem kostumu, bi temu tudi lahko rekli. Če omenim Avsenike ali pa to podobo Eme Prodnik še z Avbo, verjetno vsaj nekateri poznajo, to je nek tisti, bi lahko rekel, najbolj splošno slovenski simbol. Je pa res, da v okolici Trsta, v Istri se s tem verjetno ne bi strinjali. Prekmurci se tudi težko istovetijo s to podobo. Ampak vendarle na celotnem slovenskem ozemlju pa je ta najbolj splošno razširjena, najbolj znana, ne samo po zaslugi narodno-zabavnih ansamblov, ki so stvari predrugačili, preuredili, ampak zaradi tega, ker se je na Slovenskem to začelo razvijati že v sredini 19.
19. stoletja, prav zaradi tega, ker je identiteta slovenstva bila zelo močno vezana na ta prostor. Torej ne zato, ker bi se Gorenci v preteklosti oblačili zelo posebno, ne pa bi zato potem bila to dobili neko nacionalno, se pravi slovenski pomen. Ampak zaradi tega, ker se je identiteta slovenstva gradila okrog Triglava, Bleda, Bohinja, veste, Krst pri Savici, kje se stvari začnejo, kje je Prešeren doma, Vrba, Žirovnica, Čop, drugi literati so bili iz tega območja in slovenstvo se je identitetno razvijalo na tem območju in zato se tudi ta osnova vzame kot osnova za celotno slovenstvo. Zdaj, mogoče preveč preprost povedan, ampak tako nek tak razvoj je bil in to je tudi razlog, da je ta tako imenovana gorenjska narodna noša dobila pomen vse slovenske. In če jo zdaj razdelava, kaj vsebuje ta narodna noša, kateri so tisti nujni delčki, ki ne smejo manjkati? Torej od glave do pet. Tako. To je vedno težko, ker vedno obstajajo številne različice. Ja, ker mogoče je prav povedati vseeno še, da narodna noša ni zastava, ni grb. Se pravi, ni neka stvar, ki bi bila uzakonjena, zakonom določena in nespremenljiva. Narodna noša se ustvarja in razvija med ljudmi, je pa res, da neka taka rdeča nit pa teče in lahko jo opiševa. Seveda, recimo pri moškem so to visoki škornji zvihali, torej škornji, ki se potegnejo čez kolena. Irhaste hlače, praviloma najbolj tako prestižne, tudi slovenske, lahko rečem na ta način. To je srajca bela, platnena, s širokimi rokavi, telovnik, praviloma izdelan iz žametnega blaga, ki je bil nekdaj vzorčno tkan, nevezen, kot se danes izdeluje, ker se tkanega blaga takega ne dobi. Potem je ovratna ruta, ki praviloma tudi ni smela manjkati, svilena ruta z resami, katere funkcija ni bila, da se je videla na ramenih, kot tudi mogoče se danes velikrat predstavlja, ampak iz te rute se pozneje razvije kravata, ne, to se ruto so zavezovali pod torej pred vratom spredaj. Nosili so moški sukniče, lahko različne, seveda pa klobuk. Brez njega tudi ni šlo. Potem so bili pa tudi še kakšni dodatki, zelo priljubljene pri moškem, ure z verižicami, na verižicah tolarji. Nosili so moški sorazmerno pogosto posebne kape pletene pod klobuki, smrtnice so jim rekli, to so kape s cofi bile. Svile izdelane. Kot dodatek, to je stvar, ki se je v oblačenju kmetov nosila v prvi polovici 19. stoletja. Verjetno, da se ni umazal klobuk morda. Težko je v tem, bolj prestižni kos, pravzaprav prestižni kos, izraz prestiža, ker veste, nekdaj je pomenil več dati nase, več oblačil obleči, pomeni več oblačil imaš in oblačila, ki so prestižna, se pravi taka, ki jih človek težko si zagotovi, ta oblačila se pokaže in s temi se pokaže. Zato tudi ni bilo nič nenavadno, če so poleti v sukničih hodili, kar nam je danes mogoče čudno, ali pa se težko odločamo, da sredi avgusta oblečemo suknič, ampak nekdaj je pa to bilo, ker seveda suknič je bil kos, ki si ga ni mogel privoščiti vsak in ga je pokazal, če ga je imel. Ravno tako, recimo kožuhi, ki se pojavljajo, ne bom rekel sredi poletja, ampak pomladi pa jeseni pa prav gotovo v oblačenju kmečkega prebivalstva. Poleti in po zimi vsak čas je bilo to enako? Ni bilo popolnoma enako, jasno, da ne, ampak je pa bila navada, da so tudi v poletnih časih pokazali prestižne kose, ki sicer v poletni čas po današnji logiki razmišljanja ne sodijo. Če sva pri ženskih nošah zdaj? Ja, pri ženski pa neka taka, bom rekel, najbolj splošna ali pa uveljavljena podoba od pet do glave, recimo čevlji, praviloma visoki čevlji z vezalkami, usnjeni, nogavice z bunkicami, z bobki, cofki, kakorkoli temu rečejo, spodne hlače, spodna krila se tudi uveljavijo, čeprav v kmečkem okolju načeloma jih niso nosili spodnjih hlač.
Potem pa krilo životkom. Ta najbolj prestižna krila životkom so bila izdelana iz svilenega blaga, lahko tudi z volnenega blaga, kakšnega drugega prestižnega, takrat v 19. stoletju naprimer. Potem pa gre k tako imenovani narodni noši predpasnik, najpogosteje črn, čeprav so znani tudi belovezeni predpasniki, pa tudi drugačni predpasniki. Ovratna ruta, se pravi ramenska ruta, svilena z resami, pod životek se obleče ošpekelj, rokavci se uradno temu reče, torej danes bi rekli temu neka bela bluza, praviloma vezena. Od pokrival imamo pa različne možnosti, čeprav je najbolj uveljavljena avba, ta avba z vrhom, ampak poleg avbe z vrhom so nosili tudi avbo zavijačo in pa pečo. Jaz bi rekel, da peča je sploh tista, ki je po svoje najbolj dragocena, najbolj zanimiva. Je pa res, da v 20. stoletju izgublja na svojem pomenu, predvsem zaradi tega, ker je avbo bistveno enostavneje položiti na glavo, hraniti, vzdrževati. Pravzaprav jo ni treba vzdrževati na poseben način, se jo samo hrani. Pečo je pa treba prati, likati in pa pred vsakim oblačenjem na glavi zavezati. In to terja nekaj spretnosti, nekaj znanja, pa človek to ne more sam narediti, rab drugo pomoč. Še ene roke. Še ene roke, ja. Še en dodatek sem pozabil omeniti, oziroma bi ga omenil zdaj na koncu, sklepanc, kovinski pas, ki tudi dopolnjuje to celostno podobo in je uveljavljen v tako imenovani narodni noši. Še kakšna broška, lahko tudi nagelj, rožen kravco, včasih pripenjali zraven tudi drugačne šopke. So si krasili, so dodajali tudi uhane, že ob koncu 19. stoletja izdelujejo posebno kombinacijo uhanov, brošk, prav za k narodnim nošam. Tako da v bistvu podoba je lepa, dragocena in lahko rečem velikokrat tudi draga, seveda zaradi načina izdelave in zaradi te prestižne vloge, ki jo ima. Povej vam, dr. Bojan Knific, da je vse to izdelovanje vpisano od lani tudi v Nacionalni register nesnovne kulturne dediščine, torej izdelovanje tako noš kot tudi obuval. Verjetno se lahko s tem kar pohvalimo, ne, da se je to tako dolgo obdržalo. Ja, je res. Izdelovalcev ni veliko, jih pa nekaj je, seveda, ki skrbijo za to našo oblačilno dediščino in res smo lani v Nacionalni register nesnovne kulturne dediščine pisali dva, ne morem reči predmeta, dva vpisa sta bila narejena, in sicer eno je izdelovanje pripadnostnih kostumov, kot se to uradno imenuje, drugo je pa tradicionalno čevljarstvo. In oboje seveda podpira izdelovanje narodnih noš, izdelovalcev seveda nekaj je in obuval in drugih oblačil, je pa res, da izdelava je precej zahtevna, terja na nek način poznavanje te dediščine, pa potem je zahtevno izbiranje materialov, nakupovanje materialov, ker, kot še enkrat ponavljam, ni uniforma, torej ni to neka stvar, ki bi jo človek lahko serijsko izdelal, ne samo zaradi tega, ker smo ljudje različne postave, ne, različno veliki, široki in tako naprej, ampak tudi zaradi tega, ker oblačilna dediščina ponuja vrsto možnosti in jaz mislim, da je upoštevanje vseh teh raznoraznih stvari, ki jih lahko vključimo v neko podobo, da je ravno to tista največja dragocenost. 01 512 10 00, naša telefonska številka. Dr. Bojan Knific je etnolog in gost v današnji svetovalnici, ki bo z veseljem odgovoril na kakšno vaše vprašanje povezano s to oblačilno dediščino. Kot rečeno, se tudi sami ukvarjate z izdelovanjem. Je to zahteven postopek? No, to zdaj moram reči, to ljubiteljsko se ukvarjam, zelo ljubiteljsko s tem, pa res kakšno stvar tudi zašijem, bolj sebi v veselje, kakor čemu drugmu. Kako ne rečem, jaz nimam nekega šiviljskega krojaškega znanja, ampak vseeno z izkušnjami je nekaj tega znanja prišlo, predvsem pa na nek način proučevanjem starih oblačil. Ker tukaj so osnove oblačila, ki so se ohranila, po teh se je vredno zgledovati, iz teh oblačil se človek lahko marsikaj nauči. Res je, da v 19. stoletju so bile krojaška znanja, šiviljska znanja popolnoma drugačna, kot so današnja, in če sledimo tem starim stvarem, si na nek način prihranimo.
nekaj truda, po drugi strani moramo pa veliko več truda vložiti, ker vemo, šivali so ročno, nekaterim stvarem se strojem ne da približati in jih je potrebno izdelati ročno. Če je tukaj vezenina, potem in če je ta vezenina bila ročna, se mi zdi, da je prav, da ostane ročno. Ročno nabiranje tega stroj ne more nadomestiti, če želimo se približati nekim originalom in to si vendarle želimo. Saj vemo, preobleke, ti kostumi imajo zelo različne funkcije, zelo različne vloge, na zelo različnih mestih jih najdemo. Meni so seveda najbolj dragoceni ljudje in podobe njihove, ko se odblečejo od glave do pet. Ko uredijo frizuro, ko se skladno z neko dediščino tudi naličijo, če se je potrebno naličati, ko se tudi vedejo tako, kot so se vedeli, ali pa kot se vede v protokolu z nekim spoštovanjem do dediščine. Po drugi strani imamo pa seveda tudi ljudi, ki dediščino razumejo drugače, ali pa so njihove preobleke te narodne noše v drugi funkciji. To so narodno-zabavni ansambli, ki imajo drugačno stvar. Poklicala je Marica. Lep pozdrav, Marica. Ja, dobro jutro, zmrzli blok, -7,5. No, lepo. Ja, jaz bi vas pa vprašala, če je kdo govoril o notranjskem pokrivalu, polhovki. Z polhovih kož je narejeno moško pokrivalo. Ja. Ja, hvala lepa, Marica. V nadaljevanju nekaj besed tudi na to temo. Zdaj lepa srečno. Zdaj pa sprejmimo še Tineta. Dober dan. Ja, dober dan. Povejte. Jaz sem pa Klale iz Belega Potoka, z Brunice. Ne vem, če ste te prava. Ne vem, kaj bi zdaj to pomenilo, ta prava, ampak pojdimo kar k vprašanju, gospod Tine. Sam nekaj bi rekel, zahvalo, da kdo še to spoštuje. Jaz imam 2 narodne noše. In imam eno staro 100 let, eno sem dal pa narediti 10 leta. Bil sem prvi sestricom v Ljubljana kmečki ohceti. In te škornji, ki se jih naredi, jaz imam sicer teniske, morajo biti kovani s podkucem, ki plešeš po odru, da fajn se poje. Da se daleč sliši. Ja, res je. Pa klobuk mora biti prav, pa zadnji mora biti pero. Najlepši pa tisti, če ga najdeš od divjega petlina. Ja, to je res. Ja. No. To sem hotel reči, jaz sem za hece. Zdaj ste nekaj ključnih stvari povedal, ne zelo lepo. Ja, in spoštujem te ljudi, ki še to delajo, ki to šivajo, ki v Brunici je tudi ena gospa, ki šiva narodne noše in vse sorta in spoštujem to. Lepo. Spoštujem vaš radio. Hvala lepa, gospod Tine. Srečno nas... željo. To se boste pa s tehnikom pogovorili. Srečno, nasvidenje. In še en klic lahko sprejmemo. Dober dan. Dober dan, Boris iz Ajdovščine. Povejte. Zanima me, kakšna je primorska oziroma vipavska oziroma severno-primorska narodna noša. Če mi lahko na kratko gospod opiše. Velja, bomo zdaj v nadaljevanju odgovorili na vsa ta vprašanja. Hvala lepa, Boris, lep pozdrav. Oziroma še to dodatno, koliko je oblik načinov narodnih noš na Primorskem na splošno? Istrska, kraška, recimo, v tem smislu. Dobro, koliko različnih. Tudi vam hvala lepa. Zdaj pa kar po vrsti, se pravi pri polhih na začetku. Ja, Valvazor je že omenil polharstvo na Notranjskem, seveda polhovke so kape, ki so prišle tako v narodno nošo, ne samo na Notranjskem, ampak tudi na Gorenjskem. Torej, imamo kar precej upodobitev tudi iz Gorenjske, že z 19. stoletja, ko imajo moški na glavah kožuhovinaste kape, večinoma polhovke. Je pa ena zanimiva upodobitev pa iz Polhovega Gradca iz leta 1838, ko ima tudi ta možakar, Goldenstein ga je naslikal takrat na glavi polhovko, tako da na vsak način sodijo v našo oblačilno dediščino in
so dragocene, ne samo povsteni klobuki, ne samo klobuki s širokimi krajci, ne samo klobuki, ki jih je omenjal potem pozneje gospod, ki so krašeni s perjem, torej s krivci divjega petelina, praviloma ruševca. Tudi polhovke so naša oblačilna dediščina in to je izjemno dragocena. In tudi to, tako vam podplat, ne, mora biti nekako. Ja, škornji so bili v 19. stoletju sicer izdelani večinoma iz dokaj mehkega usnja, potem v 20. stoletju se stvari majhen spremenijo, jih delajo iz precej bolj trdnega usnja. Podplat seveda je bil tudi usnjen, škornji so bili ročno šivani, pozneje šele zgornji deli seveda strojno šivani, podplati pa praviloma še zmeraj ročno šivani. Podkovani so bili pa zaradi tega, da se na poteh, po katerih so ljudje hodili, ni podplat prehiter obrabo. In sicer sprva so bili podkovani z žeblji, posebnimi kovinskimi žeblji, so imeli tudi različna imena, ampak najpogosteje so bili izdelani na 5 žlakov, kakor so rekli včasih, torej s 5 udarci. Te žeblje so dali po celem podplatu, pozneje med svetovnima vojnama se pa uveljavijo zelo močno podkvice, ki so pa celo peto zaščitile pred prehitro obrabo. Ja, se pravi, malce drugačna funkcija nekoč kot danes, ne? Na vsak način je pa včasih problem, recimo v takih škornjih plesati na nekem parketu, na nekem današnjem odru in zato imajo recimo folklorne skupine pogosto dileme, a se odločati med tem, kako slediti neki oblačilni dediščini in skladno z njo izdelovati svoje kostume, ali pa jih prilagajajo tudi seveda današnjim razmeram, današnjim potrebam. In še glede primorskih narodnih noš razčistiva. Ja, kako bi bilo to lepo reči v parih stavkih, ampak je stvar, kako ne rečem, precej zapletena. Zdaj tako zelo okvirno. Seveda, Primorska je dokaj veliko območje, to, kar danes razumemo pod Primorsko, zelo razgibano in seveda tudi, kar se tiče oblačilne dediščine, izjemno raznoliko. Imamo Istro, kjer so se ohranile stvari iz srednjega veka, torej kamižoti ženski, spodnje tunike, spodnje srajce. To je vse stvar, ki ima stoletno in stoletno zgodovino, torej srednjeveški oblačilni kosi, ki ostanejo zlasti pri ženskah, pri moških ne, ampak pri ženskah ostanejo do 19. stoletja in postanejo in dobijo to vlogo narodne noše. Torej Istra je ena stvar. Nekaj sorodnih vasi je v okolici Trsta, potem je pa posebna mandrijerska noša se razvila v Trstu oziroma v okoliških vaseh. Proti severu Primorske, recimo proti Tolminu, Trenti, ne, to načeloma je še tudi kot razumemo današnjo Primorsko, se je veljavil alpski tip oblačenja, torej ženske, ki so sorodne kot na Kranjskem, moški prav tako, Dolenci, Gorenci, okolica Tolmina, Trente, so stvari podobne. Potem je pa še Gorica eno svoje območje oziroma to Goriško, Vipavska dolina, kjer so pa pri ženskah precej posebne obleke krojene s cela, se pravi krilo in zgornji del sešit skupaj, ampak vključno z rokavi. Ob tem pa seveda še mnoge druge stvari. Marija Makarovič je v 3-4 knjigah zelo lepo popisala oblačilno dediščino tega območja, ki ga zdaj opisujem, pa Marta Košuta v nekaj knjigah, predvsem o oblačenju kraševcev, oblačenju v okolici Trsta, tudi v Istri. Stanka iz Novega mesta je zdajle z nami. Dober dan. Dober dan želim. Zelo sem vesela te oddaje. In torej, kako lepo gospod pač, a je Cibic ali Cibic, Knific opisuje, ne? Ampak kaj še človek pomisli o tem, da imamo Slovenci tudi narodno zavest še kar nekako, čeprav se malo zgublja, opazujem, vendar prav narodna noša, potem besedila, čudovita besedila iz preteklosti, vidite, to je vse bogatstvo. Torej, hočem reči, da bi morda še bolj prihajala ta zavest v šole, tako bolj široko, čeprav sem večkrat slišala,
ja, kaj bo pa to je pa za v muzej, to pa ni več. To govorijo ljudje, ko nimajo radi svoje domovine. In ne zgodovine, ja. Mi smo starejši, smo pa srečni, če opazimo, da tako prav folkloristika, potem pa, ki je tudi povezano z ljudsko pesmijo, tega sem izredno vesela in čestitam vsem, ki so v teh stvarih vključeni. Ponekod tudi mlade ljudi, otroke navajajo. Torej, Dolenjska je precej zvesta vsemu, tudi gospa Branka, ki to že leta in leta vodi. Pa še poznam teh pomembnih oseb, ko jih je samo za čestitati. Hvala lepa, Stanka. Ja. Tega. Hvala lepa tudi za ta vaš opomnik na koncu, kako pomembna je ta naša slovenska dediščina, da jo širimo tudi v šole. V nekaterih šolah delujejo folklorne skupine, tudi otroke uvajajo v te sfere. Dr. Bojan Knific. Ja, hvala za te lepe besede in res pomembne besede in se popolnoma strinjam. Otrokom je treba predajati izročilo. Izročilo smo Slovenci pravzaprav posebni, potem se razlikujemo od drugih in če se ukvarjamo s tem, če otrokom približujemo to izročilo tako in drugačno, to dediščino, potem je otroci slej ko prej vzljubijo. Pa če ne mogoče v teh najstniških letih, ko vemo, je pozornost usmerjena drugam, ampak jaz vidim, da slej ko prej se človek, ko dozori, zaveda pomena svojega okolja, dediščine, v kateri je odraščal in daje temu pozornost. In otroci radi pridejo v muzej, jaz to zelo dobro čutim v našem muzeju, v Tržiškem muzeju. Radi pridejo in radi se seznanjajo s tem, samo seveda primerno jim je treba dediščino predstavljati. In za konec morda samo še tole vprašanje, je tudi danes noša prestiž? Vemo, da poceni ni, kako je s temi cenovnimi okviri, kako je z izdelovalci, materiali, je vse to dostopno? Dostopno je marsikaj, predvsem je pomembno znanje, marsikaj se da izdelati tudi sorazmerno malo denarja, marsikaj lahko človek tudi sam izdela. Jaz verjamem, da so ženske, ki so že kdaj v življenju držale šivanko v roki in take, ki so jo držale z enim vodenjem, z enim usmerjanjem, lahko tudi kakšno stvar izdelajo same. Obstajajo tečaji morda? Obstajajo tudi tečaji izdelovanja posameznih oblačilnih kosov. Andreja Staržinar je ena takih, ki vodi te tečaje v različnih krajih, ob različnih priložnostih. Seminarji se pripravljajo, kjer se tudi te stvari učijo, pa seveda posamezniki so, ki ta znanja imajo in po mojih izkušnjah večina takih, ki se želijo in so zelo veseli, če znanja lahko predajajo. Krasno, hvala lepa tudi vam za obisk v našem studiu, dr. Bojan Knific. Veliko plodnega dela še naprej, da boste širili to svojo ljubezen do oblačilne dediščine čim širšemu krogu ljudi, seveda, in da bo cvetela ta dediščina še naprej. Hvala tudi vam za povabilo. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Svetovalnica. LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.